Pozdravljeni! Po dveh zaporednih zmagah so tokrat puntarji doživeli tretji letošnji poraz. Na Škofijah so bili spet proti tri boljši domači Bronxi. Za tokrat črno-bele puntarje je dvakrat zadel Anže Širok, enkrat Jani Ručna. Poglejmo si najzanimivejše utrinke in prisluhnimo izjavama. Marko, danes povsem zaslužena vaša zmaga, predvsem z odlično igro v drugem polčasu. Ja, moram reči, da danes so bili cilji enotni, morali smo tekmo dobiti, koliko smo znali, glede na to, da zaostajamo na razpredelnici za prvimi 4 ekipami, je bila danes zmaga nujno potrebna in to smo si na igrišču tudi pokazali in željno in srčno igro tudi nadoknadili 2 zadetka zaostanka. No, predvsem v prvem polčasu je bilo čutiti nekaj nervoze v vaši igri. Ja, moram reči, da imeli smo številne priložnosti, vendar žal žoga ni hotela v mrežo. Tako se je tekma preobrnila, Puntar je povedal 2-0, ampak mi se nismo predali, vedeli smo, da na igrišču smo se počutili močnejši in tokrat smo bili realno boljši in tekmo zasluženo dobili. To je bil res pravi primorski derbi, tudi dovolj kvaliteten, pa tudi živčen. Vsekakor, videli se na igrišču, Puntar vemo vsi, da je že vrsto let v samem vrhu slovenskega futsala. Mislim si, da želimo nekako priključiti in letos imamo visoke cilje, to ne moram skriti in glede na to, da smo prve 2 srečanja doma nespretno in mogoče tudi nesrečno izgubili, smo tokrat, mislim, da zasluženo zmagali. Sedaj vam sledi serija težkih gostovanj, kar 5. Tako je, vmes je še gostovanje v Rogaški Slatini v pokalu, vendar futsal je sestavljen tako iz domačih srečanj kot gostovanj in nas to ne obremenjuje. Mi gremo že v naslednje srečanje odločno v Litijo pokazati zobe in upati odštipniti kakšno točko. Potem pa so na vrsti tekme, katere enostavno moramo dobiti, tako z Nazaremi kot Ajdovščino, če se želimo priključiti ekipam na vrhu. Matej, je čutiti kaj razočaranja po takšnem porazu? Ja, mislim, kaj zgubiš, je zmerno razočaranje prisotno, ne glede kako s kom. Ja, normalno, to je bil zdaj direktni tekmec za tisto 4. mesto. Ni bilo v redu, smo zgubili po vodstvu 2-0. Nič, je pa tako, prvenstvo je še dolgo, nič kritičnega, videli smo, če se ne smemo delati. Mi se moramo še zmerno učiti, mi moramo še zmerno trenirati. Kot sem rekel, prvenstvo je dolgo in jaz mislim še zmerno, da bomo kandidati za tisto 4. mesto, tako da, nič, borba. Predvsem v prvem polčasu, prvih 12 minut ste odigrali dokaj dobro, potem pa nekakšen palec v igri. Ja, mislim, mi smo tam dovolili Bronxu, da je dal tisti gol na 2-1, tisti gol je bil bolj priključka, oni so potem dobili več samozavesti, začeli so v bistvu igrati vse 1-1, imajo izredno močne posameznike, tako da je bilo kar težko. No. Se pravi, vrnili so se, malo smo jim mi pomagali, malo so bili oni dosti dobro so odigrali, tako da bo še zanimivo. Kaj se je zgodilo v drugem polčasu? Vidim palec v igri.
Ja, mislim, padec v igri, to je tako, ne, nasprotnik ni slaba, ne, zdaj, če mi mislimo, da bomo kar igrali non-stop enako, se tudi nasprotnik, se pravi, se potrudi pa spremeni mogoče določene stvari. Posamezniki so močni 1 na 1, mi smo to težko branili, dokler smo bili še mogoče dosti visoko, jih držali stran od gola, je to še šlo, kolikor smo jih pustili priblizu, smo imeli pač te težave, ne. Tako da, to je to. V drugem polčasu se je po dolgotrajni poškodbi vrnil Boštjan Uršič. Ste z njegovo igro zadovoljni? Ja, super, mislim, Bošk je točno to, kar se od njega pričakuje. Videli smo agresivnost, videli smo njegov pristop, obramba, mislim, Bošk bo sigurno še en tisti člen, ki bo dal sigurno svoj maksimum vnaprej v prvenstvu, zdaj je začel. Tako da ne, z Boškom tudi sem vedel, kje od njega lahko pričakujem in je bilo točno to se je tudi zgodilo, tako da smo zadovoljni z njim, definitivno.
V 7. krogu pa čaka navijače večni posoški derbi, tokrat v dvorani šolskega centra in sicer v petek 14. oktobra ob 19. uri. Vse poti tokrat vodijo le v dvorano šolskega centra.